Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o sindromu tekmovalnosti, kot mu pravijo v tradicionalni kitajski medicini. V moji družbi so pa trije krasni moški, ki jih nekaj že poznate, nekaj pa še boste. Miha je danes v naši družbi, dr. Yao Junhao iz ordinacije tradicionalna kitajska medicina v Ljubljani in pa Martin, pazi, težki atletik. A je to prav? Recimo. Dovolj blizu. Recimo, ampak iz Inštituta za težko atletiko. Tako. Na Kitajskem si se pravzaprav učil te discipline. Ja. Plan je bil sicer iti v Rusijo, ampak nisem dobil službe v Rusiji, potem pa sem šel na Kitajsko, ker je bilo tam tako lažje dobiti službo, tako da sem potem izkoristil to priliko. Miha, danes bomo govorili o sindromu tekmovalnosti, ki je mogoče nekaj drugega, kot si predstavljamo. Ni tisto rivalstvo, ampak se pravzaprav navezuje na nekaj drugega. Ja, kakor stranski učinek rivalstva. To je dostikrat v bistvu pomeni trema, ki jo imamo pred tekmo ali pa izpitom. Oziroma ta nek občutek pritiska, zaradi katerega ne naredimo izpita tako dobro, kot bi ga lahko. Hkrati pa se bo dr. Yao Junhao pravzaprav navezal tudi na športnike, ki jim nudi svoje usluge, se pravi akupunkturo, akupresuro in druge storitve, zaradi tega, ker športniki se mi zdi, da se kar poslužujejo tega, ne? Športniki po eni strani pa športnice zelo dobro poznajo svoje telo, ampak mogoče kar mi ponujamo, je to, da spoznavajo svoje telo tudi takrat, kadar so pri miru. Kadar mirujejo, takrat, kadar jih nekdo drug recimo masira ali pa kadar jim doktor naredi akupunkturo. Se bi mogla tebe vprašati, glede na to, da si sam športnik. Kako je z tradicionalno kitajsko medicino? Dobro, ti si eden izmed tistih, ki tudi pije kitajski čaj pol po treningih pa tak naprej. Ampak sicer, kolikokrat si se srečal s tem, da so kakšnemu športniku prej, potem, kakorkoli izvajali še akupunkturo? Na vrhunskem nivoju je tega zelo veliko. Je to pogosto, praktično, recimo, kaj pa vem, enkrat na teden, mogoče celo dvakrat. Masaže je znatno več kot akupunkture. Nekateri športniki znajo te svoje vredne, recimo temu tako, bolečine oziroma poškodbe, ki jih imajo, znajo tudi sami odpravljati, če si jih le dajo iglice gor. Sicer pa gre do doktorja in potem on to naštiva, recimo. Vprašanje za dr. Yao Junhao. Se pravi, pri sindromu tekmovalnosti, ki smo zdaj ugotovili, se lahko pojavi ali pred izpitom pri športnikih, ali pri športnikih, pri študentih, ali pri športnikih, ali nasploh pri ljudeh, ki pač postavljajo neko kariero in imajo veliko stresa v vsakdanjem življenju. Kje se to, na katerem organu se to pozna, kje je manjko, na kakšen način akupunkturne iglice, torej dr. Yao Junhao iz ordinacije tradicionalne kitajske medicine postavi? 它主要是影响肝和肾嘛。 V glavnem vpliva na vpliv jeter in ledvic. 紧张和焦虑的时候，它就会影响到肝；害怕的时候就会影响到肾。 Če je bolj napetost, bolj vpliva na jetra, če pa bolj strah, pa bolj se pozna na sferi vpliva ledvic. 但是肝肾如果发生问题，它是一个五行嘛，金木水火土，它就没有平衡了，所以实际上心肝脾肺肾它都会有问题。 Ampak ker gre za to medsebojno povezanost vseh petih glavnih organov, tako kot teh petih elementov, čim je recimo les pa kovina, da sta ven iz ravnotežja, to vpliva na celoto. 我们做治疗，比如说扎针也好，按摩或者是拔罐啊、刮痧这些。 都是以治疗肝肾为主，然后呢，也要做一点心啊、肺啊、脾啊这些治疗。 Tako da terapije, ne glede na to, ali so akupunkturne terapije, masažne terapije, terapije s temi ventuznimi lončki, ali pa ta guaša, kakor česanje z glavnikom, vse to se pol izvaja tako, da se okrepi ne samo sfera vpliva jeter in s tem tudi kit, pa ledvic in s tem tudi kosti, ampak telo kot celota, tudi delovanje srca pa pljuč.
Dr. Yao Junhao bo danes demonstriral oziroma kar obdelal našega Martina iz Inštituta za težko atletiko. Evo, kar izvolite, lahko torej začnete. Uporabljal bo torej iglice, akupunkturne iglice. Martin bo malo rame pokazal, lepo. Mogoče, da nam najprej demonstrira, potem pa bo tudi razložil kasneje, kako in zakaj je kamorkoli iglice dal. Jaz sem bila tudi sama včeraj na akupunkturi in smela včeraj, pa res mislim, da rekordno število je 24 iglic, se mi zdi. In odlično, sama redno zahajam. Ravno zaradi te mogoče, sama imam veliko področij, na katerih sem aktivna in velikokrat imam to miselno napetost. In se mi zdi, da je to krasna zadeva tudi zaradi tega, evo, dr. Yao Junhao, ko pride zmeri, mi tele 2 iglice zabode na glavo. In kako je s to miselno napetostjo, Miha? Gre za telo in duha, kakor zdrav duh v zdravem telesu, pomeni, da gre za to, kako se telesna napetost ali sproščenost pozna na duhu. In kar je pri akupunkturi, je to, da pravzaprav človek nič ne dela. Leži ali sedi pri miru, doktor je pa tist, ki z manipulacijo akupunkturnih igel in s tem manipulacijo akupunkturnih točk poskuša urejati ta pretok či energije v telesu. Martin, kako se ti počutiš? Ker meni se zdi, da tu globok ti je zapiče te iglice. Ja, pravzaprav razen začetnega oboda ni zdaj, ne čutim ničesar. Pa si se kdaj bal na začetku, ker še nisi doživel akupunkture? Si se kdaj ustrašil? Nisem nek prijatelj igel, ampak je šlo čez. Del ničesa, ki je treba to izkusiti in je, okej je. 他还需要再多扎2针吗？ 不必了，你可以介绍一下你扎的穴位。我扎的是吧？因为它是主要是举重嘛，上肢的力量，我需要拿这个。Ja, ker je Martin dvigovalec teži, je doktor terapijo skoncentriral na roke. 上肢用的多的话，像我们讲这个经络的话，它是3个阳经，手太阳、手少阳和手阳明。 所以我扎的基本上都是阳经，因为阳的话，阳气是它需要运动的时候用的最多的力量。In zdaj tako, ker so po zunanji strani roke so 3 yang kanali, po notranji strani roke so 3 yin kanali. In doktor je stimuliral 3 zunanje yang kanale, zaradi tega, ker pri dvigovanju, pri sunku je ta, ko bi rekel, čisti yang, energija, ki se samo dviga oziroma energija, ki kakor eksplodira, kakor dinamična narava gibanja pri dvigovanju uteži. In doktor pravi, bom stimuliral yang kanale, zato da energija gre lažje ven. Wow, divje. Vidim, da je najbolj globje zabodel vse te iglice, kot recimo pri meni, ki grejo bolj. 美女比较的话，这个针的深浅在中医里面是有讲究的，但是对于他来讲，目前还不需要扎得很深，这个没有很深。如果需要用深的话，会扎得更深一些。 Ja, ne, tradicionalna kitajska medicina ima zelo razdeljeno to področje, kako globoko grejo iglice na različnih točkah, ampak prav doktor ne, da pri njemu ni, da niso šle zelo globoko, da lahko bi pravzaprav še daljše iglice uporabil. Zanimivo. Miha, glede na sodelovanje pravzaprav na nek način tudi Inštituta za težko atletiko in pa ordinacije tradicionalna kitajska medicina, ki ni samo v Ljubljani, temveč tudi v Celju, Mariboru, vem, da je zelo tudi znan doktor tradicionalne kitajske medicine, tam skratka po celi Sloveniji najdemo te ordinacije. V sklopu tega sodelovanja boste do konca tega leta izvedli tudi eno nagradno igro, kaj ne da? Ja, v nagradni igri bomo podarili pravzaprav za več tisoč evrov terapij, ampak v kombinaciji s telovadbo. Mi bomo v sodelovanju z Inštitutom za težko atletiko podarili polletno karto za terapije, masaže in akupunkture in v kombinaciji za telovadbo. Zaradi tega, ker bi radi promovirali to idejo preventivnih terapij. Za ljudi, recimo, ker nimajo nekih bolečin ali pa nekih bolezni, ampak recimo veliko športajo ali pa študirajo.
Se pravi, tudi za maratonce pa tak naprej je to zelo... Ja, da pridejo, da se vležejo na mizo in da jim doktor pogleda, kako jim teče energija, a je na kakšnem mestu kaj posebnega, a je kaj preveč ali pa premal in da ko to, ko bi rekel, ozavestimo telo, s tem v bistvu preprečimo možnost nastanka poškodb. Odlično. Kaj pa morajo ljudje narediti za to, da to dobijo? Ljudje naj se oglasijo v ordinaciji tradicionalne kitajske medicine, lahko se bojo prijavili na nagradno igro na našem Facebooku ali pa v ordinacijah, ali pa se vpišejo na... Oziroma, kar ljudje lahko naredijo, je to, da kombinirajo mirovanje in gibanje. Tega ne sme biti, to ravnovesje je tisto, katerega idealno razmerje daje dobre učinke. Odlično in pri vas dobijo več informacij. Sem vesela, da spodbujate ljudi na takšen način, da si pomagajo in vse ostale zadeve. Mogoče bi lahko dr. Yao Junhao povedal kaj o samem počitku. Sama vidim v tem sodobnem svetu prehitrega tempa življenja, da res pretiravamo, gremo zmeri na 150%, medtem, ker recimo marsikatera veda, umetnost, ki jo spoznavam, ki prihaja iz Kitajske, pa pravzaprav govori, da je treba delati na 70-80%, ne vse na 150%, kot to delamo tukaj v tem našem sodobnem civiliziranem sistemu. 所以就这个叫什么就动作和动静结合，还有那个劳逸结合，这个可不可以介绍一下？是的，是的，我们东方它这个中医一直讲要平衡，阴和阳平衡嘛，像阴就是很静安静。Tradicionalna kitajska medicina poudarja ta ravnovesje med yinom in yangom. In yin je mirovanje, yang je gibanje. 对，然后阴阳平衡的话，我们讲的就是用现在的话讲，就是一个动静结合，不要一直动，一直动，一直动，一定要动了以后还要有一部分静相结合。Ja, to, da se sestavi skupaj, ker da ni samo skozi gibanje, znotraj gibanja je tudi mirovanje. In obratno, tudi pri mirovanju je gibanje v smislu v času počitka, takrat se mišice obnavljajo. Se pravi, počitek je ravno toliko pomemben, kot pa pravzaprav tudi tista aktivnost in dejavnost. Na 休息和工作两个都一样重要。对对，是的，都一样重要，是的。Ja, delo in počitek sta enako pomembna za uspeh. Tale trenutek gledamo tudi posnetke težke atletike. Vidim, da se ene ženske tle nekaj prerivata. Se pravi, tudi za ženske je to primerno ali kako? Ja, to je bolj rekreacija, to nima kaj dosti veze z težko atletiko. Težka atletika sta samo dva dviga, poteg in nalog in sunek, ampak je to dovolj kompleksno, dovolj zakomplicirano, da traja kar nekaj let, da se naučite tega. Je pa tako, da vsekakor je za dekleta in za fante tudi kategorije oziroma tekmovanja so prirejena za dekleta na eni strani in na drugi strani na fante, tako da konec koncev tekmujete izključno z ljudmi, ki so enako visoki, enako težki in istega spola kot vi. Sindrom tekmovalnosti, torej danes govorimo o tem, nikoli ne bi to povezala, da je to neka stvar, ki je primerna oziroma da je to tematika, ki združuje tako športnike, tako študente, kot mogoče tudi tiste, ki imajo pritiske dejansko v službi, se morajo dokazati in vse te zadeve. Se pravi, odlična stvar je kombinacija tradicionalne kitajske medicine v smislu akupunkture. Zdaj vprašam še enkrat, sama se tega zelo dobro zavedam, ker tudi sama to uporabljam že kar nekaj let, sem zelo zadovoljna. Ljudje pridejo tudi zdravi kot v preventivne namene. Nas je več, nisem jaz edina, ki hodim k vam. Ne, gre se čisto v bistvu za funkcionalnost. Telovadba daje neko funkcionalnost telesa ali pa forme. Tukaj recimo pri težki atletiki je počep, tisti, ki je nek osnovni gib, ki pri nas zaradi kulture stola nekako zgubljamo to sposobnost, koliko hrbtenice, da čepi dalj časa. Medtem, ko tradicionalna kitajska medicina gre pa lahko malo bolj globje, pa obrne pozornost, če bolj na noter pa izboljša delovanje, mi rečemo sfere vpliva glavnih organov. Lahko vpliva na to, kako energija, kako dobro deluje energija pljuč, srca, ledvic, jeter.
Kako smiselno, oziroma vprašanje za dr. Junghao, kolikokrat oziroma kako pogosto ne bi ljudje, ki živijo obremenjeno življenje, imajo veliko obveznosti, se pravi živijo, kako pogosto ne bi si privoščili kakšno serijo akupunktur ali kaj podobnega? Čisto preventivne namene. 或者运动员或者学生，如果他从预防方面要做一点治疗的话，他应该怎么来时间节奏方面？是这样，你说的这种预防，我们一般是说这个人还没有生病的状态，这个1个星期做个1次，最多2次肯定是够了。Ja, v preventivnem smislu enkrat na teden ali pa maksimalno 2krat na teden je dost. 如果做的话，你比如说做个5次，或者然后2个5次、10次，应该也会有很大的帮助了。Ja, zelo pomaga pa recimo sklop 5 terapij ali pa sklop 10 terapij, ki se pol razleče na en obdobje recimo 1 meseca ali pa 2. Verjetno je najboljši čas, ko tudi ljudje največkrat pademo v kakšna prehladna virusna obdobja, se pravi, ko se menjujejo letni časi? 是不是天气变化的时候是最佳，这个时候做治疗最好？天气变化的时候，对人体也会有影响，但是主要是看这个人的平衡程度。他如果身体很平衡的话，也不会有什么影响，或者说影响很小。Ja, kolikor spremembe vremena vplivajo na telo, ampak koliko se te spremembe poznajo, je po drugi strani odvisno od tega, koliko je telo stabilno ali pa koliko je telo močno oziroma koliko je telo v ravnovesju. Lahko recimo sprememba sezone to malo poruši, ni pa nujno. Aha, razumem. Martin, kako se počutiš? Zdaj imaš že nekaj časa te iglice noter. Vse ljudje, se mi zdi, da tudi jaz, ko sem prvič prišla, sem kar nekaj pričakovala, kaj se bo zdaj dogajalo. V bistvu ti je samo fajn, ne? To je to. Ja. Točno. Nikaj. Po tem začetnem bodu, kako sem rekel, ni nobenih sprememb. To s časoma pride. Odvisno, kaj je sploh narobe, pa potem s terapijami se potem zadeva popravi oziroma odpravi. Poznaš veliko ljudi, športnikov in tudi nešportnikov, ki uporabljajo pomoč akupunkture? Poznam športnike, nešportnikov pa pravzaprav ne. Športnikov poznam, ja. Te svoje, recimo, stanovske kolege oziroma ljudi, ki se ukvarjajo s težko atletiko. Iz drugih športov ne poznam, pri nas ne, na Kitajskem pa. Na Kitajskem verjetno to nekaj povsem samoumevnega, ne? Predvsej pogosto, ja. Imajo še druge, ker so poleg akupunkture so še te cupping, se reče po angleško, nekako s tem rečem po slovensko. Ventuze, to so te vakuumski lončki. Tako, to je mogoče še malo nekoliko bolj prisotno, ker je recimo bolj usmerjeno v regeneracijo tkiva. Tako da to se več uporablja, sicer pa v kombinaciji, eno, drugo in tretje, se pravi masaža, ventuze. Ja, sploh te tojna masaže se mi zdi, so v teh športnih centrih je avtomatično, takoj po treningu je tojna masaža. To je za kitajske športnike, ko bi rekel, samoumevno. Ja, del treninga. Torej, konec koncev, po vsakem treningu je neka vrsta masaže oziroma neka vrsta sproščanja mišic na tak ali drugačen način. Odlično. Mogoče, če poveš še enkrat za tole nagradno igro, ki jo izvajate, Inštitut za težko atletiko in ordinacije tradicionalna kitajska medicina, s katero spodbujate, torej, da se ljudje začnejo ukvarjati sami s sabo, ne takrat, ko je že prepozno oziroma, ko so že bolni, ampak takrat, ko se pravzaprav počutijo dobro. Ja, pravila nagradne igre in prijavnice bomo objavili na naši Facebook strani, pa tudi v naših klinikah. Se pravi, če ne pridejo ljudje fizično v vašo kliniko še na prvo akupunkturo, kako se imenuje Facebook stran? www.kitajskamedicina.si. Aha, to je spletna stran, potem pa se Facebook tudi tam najde, kaj ne? Ja. Odlično, najlepša hvala vsem trem, da ste danes govorili z mano o vseh teh pomembnih tematikah in jaz verjamem, da smo koga navdušili na tem, da začne zase skrbeti, tudi če mu nič ne manjka, zgolj v preventivne namene. Zakaj? Zaradi tega, ker ima rad sebe, svoje telo, se spoštuje in ve, da je potrebno biti pripravljen na ukvarjanje z zdravjem, kajti potem se ne rabiš ukvarjati z boleznijo. Prvič je kot zdravnik, onkolog, z znanjem in izkušnjami lahko dokazal učinkovitost, ker samo to je pomembno.